Mišmaševci, lepo pozdravljeni. Tehnologija se iz dneva v dan hitro spreminja. Prinaša nam veliko novosti in ena od najpomembnejših je vsekakor virtualna resničnost. Če bi radi izvedeli več o tem, kaj to sploh je in kako se uporablja, ostanite z nami. Z mano v družbi je že gospod Marko Radosavljević. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav, Ema. Virtualna resničnost, VR, navidezna realnost, ali vse to pomeni enako? Pravzaprav ne, Ema. Različne stvari so. Mi navadno vsemu temu rečemo virtualna resničnost in sam izraz virtualna resničnost pomeni to, da resničnost ni prava. Pri virtualni resničnosti mi uporabljamo očala in ta očala potem nam predvajajo en svet, ki ni resničen. Obstajajo pa tudi drugi načini predstavitve okolja, tridimenzionalnega okolja. To pa je 360-stopinski film in pa podaljšana ali augmented reality rečemo, tudi podaljšana realnost. No, mogoče še več o tem povemo malo kasneje. Zakaj se torej virtualna resničnost uporablja? Ja, možnosti uporabe virtualne resničnosti še niso docela raziskane, ker virtualna resničnost je mlada panoga, torej medij, ki je zelo mlad in se še raziskuje jezik uporabe tega medija. Vendar pa se prvi zametki te virtualne resničnosti uporabljajo za medicinske eksperimente, za predstavitve raznih strojniških in arhitekturnih rešitev. Uporablja se tudi v športu, tako da polje uporabe je zelo široko. Mnogo ljudi meni, da je virtualna resničnost nedavno prišla na tehnološko sceno. Pa je to res? Pravzaprav je ta izraz nekje nastal v 80-ih letih. V 80-ih letih se začne prvič govoriti o tej virtualni resničnosti. Če bi teoretično pogledali, pa virtualna resničnost obstaja že od tistega dne, ko je človek začel sam slikati in risati. To se pravi, če gremo nazaj od altamirskih jam v zgodnjem neolitiku, ko so slikali te bizone in srne na skale gor in potem so ob gorečem ognju opazovali, kako te risbe migetajo na stenah. Že takrat lahko bi govorili o virtualni resničnosti. To, kar pa danes razumemo kot virtualna resničnost, pa nastane nekje z razvojem tehnologije v začetku leta 2000 in pa v novem milenijumu. Omenili ste že nekaj pripomočkov, ki jih uporabljamo pri virtualni resničnosti. Kaj točno torej potrebujemo? Za opazovanje virtualne resničnosti, za doživljanje virtualne resničnosti potrebujemo vsekakor očala, ki so lahko bolj ali manj zmogljiva, in potrebujemo še dva kontrolerja, dva upravljalca, s katerimi mi v tem virtualnem svetu potem objekte, predmete lahko primemo, z njimi manipuliramo, tako da jih lahko vržemo ali sprejmemo. Skratka, roke v virtualni svet so kontrolerji. Prebrala sem, da obstajajo očala z vgrajenim zaslonom in očala s pametnimi telefoni. Je to res in kaj to pomeni? Tako je, Ema. Obstajajo očala, ki že imajo ekrane.
in ta očala so precej velika, robustna in ta očala lahko prenašajo virtualni svet, ki ga poganja računalnik. Zadaj za temi očali stoji računalnik, močna, zmogljiva računalniška enota, ki ta svet proizvaja in nam ga predvaja preko očal. Drug način doživljanja virtualnega sveta je tudi s tako imenovanimi cardboardi z očali, v katere lahko vstavimo naš telefon, vendar pa je ta virtualna realnost omejena bolj na gledanje 360-stopinjskih filmov in posnetkov. To je bistvena razlika. Obstajajo pa tudi poizkusi, pri katerih lahko mi skozi telefon opazujemo tako imenovano podaljšano realnost, zato pa prav tako rabimo zgolj telefon. Pa bi lahko ta očala, ki potrebujejo pametni telefon, ki ga vstavimo, tako kot ste rekli, lahko imeli tudi doma naši mišmaševci? Seveda, lahko. Ti cardboardi so dostopni. Je pa res, da se nekatere vsebine ne morejo potem predvajati, kajti procesorska moč telefonov še ni tako visoka, da bi lahko predvajali v živo posnetek, da bi lahko igre igrali in tako dalje, da bi bila to bolj kompleksna animacija. Kaj pa lahko potem gledamo v teh očalih, če bi jih imeli doma kakšne slike, ali je to namenjeno kakšnim posebnim videoposnetkom? Torej, posnetek, ki ga mi opazujemo skozi pametni telefon s pomočjo cardboard očal, je posnetek, s katerim ne moremo imeti interakcije, saj zaenkrat še ne. Kajti pametni telefoni ne nudijo dovolj procesorske moči, niso dovolj zmogljivi, da bi lahko predvajali bolj zahtevne vsebine, kot so recimo neke 3D igre in tako dalje, kar pa lahko z očali in opazujemo in pa seveda tudi doživljamo. Tako da virtualna resničnost je v svojem izvoru pomeni to, da je resničnost poutvarjena, narejena s pomočjo 3D programov. No, omenili ste 360-stopinjski posnetek, ko imamo očala na glavi. Kaj to pomeni? Se obračamo okoli in gledamo ali pritiskamo na kakšne gumbe, da vidimo celoten prostor? Torej, zato so očala, da se obračamo in da doživljamo svet fizično. Da lahko s pomočjo obračanja glave in telesa doživljamo tridimenzionalni prostor. Fotoaparati imajo zelo veliko gumbov. Jih imajo tudi virtualna očala? Ja, Ema, za razliko od fotoaparatov so virtualna očala zelo preprosta. Mi si enostavno nadanemo ta očala na glavo in potem, kaj moramo narediti, je samo, imamo en majhen gumbeček, ki nam postavi ekrane na očeh tako, da lahko bolj enostavno gledamo v ta ekran. Pa moramo ta očala kam priključiti, potrebujemo za to še kakšen računalnik, telefon ali so dovolj zgolj očala? Tehnologija napreduje zelo hitro. Zaenkrat smo prišli do tega, da obstajajo očala, ki jih ni potrebno priključiti na računalnik, vendar so prenosi še nekaj slabši. Če želimo imeti boljšo kvaliteto slike, vsekakor morajo očala biti priključena na računalnik, hkrati pa, da računalnik ve, kje se nahajamo v prostoru, moramo imeti tudi senzorje, ki nas prečitajo, da tako rečemo, v prostoru, nam določijo koordinatne sisteme, torej koordinate in računalnik na podlagi tega ve, kje se mi v prostoru nahajamo. Vsekakor pa v prihodnosti pričakujemo, da bodo ta očala vedno manjša in da ne bo več teh senzorjev, ampak da bojo drugačni sistemi, ki bojo lahko odčitali, kje se točno mi v prostoru nahajamo in da ne bomo vezani z nekimi kabli, ampak da se bomo lahko bolj prosto
premikali. Pa bi se lahko naši mišmaševci hitro naučili upravljanja te virtualne resničnosti ali je to zakomplicirana zadeva? Torej, upravljanje virtualne resničnosti s pomočjo programov, narejenih programov iger, ni težko. Tako kot ni težko naučiti se igro igrati na računalniku. Ustvariti virtualno resničnost pa je malo težje. Zato pa potrebujemo programerje, ki bojo znali programirati, ki bojo poznali programe, s katerimi se ustvarja virtualna resničnost. To sta predvsem dva programa, ki se zdaj trenutno uporabljata. Eden se imenuje Unity, drugi se imenuje Unreal Engine in ta dva programa sta pravzaprav zelo podobna programom, s katerimi delamo tridimenzionalni svet, vendar še dodatno lahko programiramo, upravljamo to virtualno resničnost, tako da računalnik razume, kdaj pridemo do stene, kje so tla, kje so gumbki, ki jih moramo in lahko pritisnemo in tako dalje. Eden od pripomočkov, ki jih uporabljamo, je torej tudi upravljalnik. Pa je nujen za uporabo? Ja, odvisno je zdaj od programa oziroma, kot se sodobno reče, od aplikacije. Če je aplikacija narejena tako, da potrebuje interakcijo, torej potrebuje roko, nekaj da pritisnemo, potem te upravljalce potrebujemo. Če pa želimo samo opazovati to in se premikati znotraj te virtualne resničnosti, takrat pa teh upravljalnikov pravzaprav niti ne potrebujemo. Interakcija. Lahko razložite našim mišmaševcem, kaj to sploh pomeni? Lahko je, hvala, da si me opozorila. Torej, interakcija pomeni odnos med nami kot prisotnim v tem virtualnim svetom in pa umetno inteligenco, ki nam ponuja možnosti v tej aplikaciji, v tem programu nekaj početi. In seveda to, kaj bomo mi zdaj delali v tem virtualnem svetu, je odvisno vse od te aplikacije. In temu rečemo mi interakcija, odnos. Hvala za vse informacije, ki ste jih danes delili z nami. Mišmaševci, mi pa si vzemimo kratek glasbeni predah. Vem, da greš, slišim stopinje, ki nosijo te stran. Če mi poveš, kje srce si pustila, da skrijem se van. Si že obrnila novo stran. A bi ostala še en dan, če trenutek ulovim. Povem vse skrivnosti in česa se bojim. Če napišem pesem slajšo od jutrišnje noči, kupim karto do vesolja, če zemlja pregori. Vem, da greš, a zakaj se ti mudi? Priznam, da na glas se sprašujem, boš našla nocoj, klasika ne zadostuje, ker si en delček vzela s seboj. Si en delček vzela s seboj. Vem, da greš, zbledeli so verzi v tvojih očeh. Če mi poveš, kje sva se zgrešila in pozabila na smeh. Zašla vsak po svojih poteh. Priznam, da na glas ne sprašujem, kje se boš našla nocoj. Klasika ne zadostuje, ker si en delček vzela s seboj.
vzela s seboj. Si en delček vzela. Smo že nazaj, z mano v družbi pa je že gospod Alen Pavšar. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Kaj vse torej lahko gledamo skozi virtualna očala? Ja, obstajajo različna očala najprej, virtualna, torej poznamo očala, kot smo že verjetno predstavili, za mobilni telefon, očala, ki imajo posebne dodatne senzorje, konzole tako imenovane. Notri v očalah pa vsebinsko seveda lahko prikažemo praktično katerokoli optično iluzijo. Bodi si gre za 360-stopinjski videoposnetek, ki je posnet s 360-stopinjsko kamero. Te kamere so različnega ranga, od nekih nižje cenovnih do nekih malo bolj dragih kamer. Potem lahko prikažemo golo 360-stopinjsko fotografijo, ki jo s pomočjo očal potem lahko si oglejujemo v vseh smereh, ali pa gre za komplet računalniško generirano vsebino, govorimo pa tukaj zdaj o 3D zmodeliranemu okolju in pa seveda sprogramiranemu v računalniškem programu in potem lahko tudi seveda dodajamo to interaktivnost, tako imenovano. Spravi, interaktivnost pomeni to, da lahko mi kot uporabnik se odločamo, kam bomo šli, kaj bomo počeli, ali se bomo kaj dotikali, ali se ne bomo, kako bomo interaktirali z temi objekti. Tako da tu so v bistvu zdaj take tri glavni načini. Torej, z navadno kamero ne bi mogli posneti? Ne, z navadno kamero ne moremo posneti, zato ker moramo ustvariti 360-stopinjski stereoskopski efekt. To pomeni, da moramo zajeti prostor naenkrat z večjimi kamerami in to potem tudi združiti, da dobimo potem, če si predstavljate kot neko kroglo, v bistvu zgleda kot neka krogla, ki sama fotografija ali pa video, ki jo potem razvijemo okoli neke sfere in potem mi se nahajamo znotraj te sfere in lahko gledamo v bistvu vse smeri. Tako da z navadno kamero tega ne moramo narediti. Pa bi lahko posneli kakršenkoli prostor, naprimer bi se lahko midva posnela tukaj v tem prostoru in kako bi to naredili? Ja, zdaj, tako sem rekel, potrebujemo posebno kamero, 360-stopinjsko, mi delamo s kamero, ki ima 6, ki je v bistvu taka kuglica in ima 6 različnih objektivov, 6 različnih kamerc, tako imenovanih, in vsaka kamerca zajame 200 pa še neki stopinjski zorni kot, vsaka posebej, recimo midva tu sediva, tukaj le dava na sredino, dava to kamerco in ta kamerca zdaj snema celoten prostor. In potem, ko to posname, moramo mi s posebnim programom združiti vse teh 6 kamerc v eno, torej v eno fotografijo, v eno tako sferično fotografijo, temu tako rečemo, in potem iz tega v bistvu, mi temu rečemo, da zašijemo vse zorne kote skupaj in potem seveda moramo to še predvajati na ustreznih očalah, prirediti za predvajanje na takih očalah, da lahko potem tudi očala zaznavajo prostor okoli nas. Se pravi, one imajo poseben senzor, govorimo o žiroskopu, ki v bistvu zaznava ta prostor. V bistvu ta fotografija se prilepi znotraj očal, mi pa lahko se obračamo v vse smeri. Tako da tukaj je, gre za nek tak malo bolj kompleksen postopek. Ali lahko te 360-stopinjske posnetke gledamo samo na očalah, ki imajo vgrajene zaslone, ali tudi na tistih, v katere lahko vstavimo pametni telefon? Oboje funkcionira, s tem, da na pametnem telefonu je problem ta, da je resolucija bistveno manjša, kvaliteta kakovosti bistveno manjša, osveževanje je slabše, torej to, kar naše oči vidijo, je na mobilnem telefonu v bistvu bistveno slabše in naši možgani temu manj verjamejo, če tako rečem, kakor pa, če imamo mi neka malo bolj napredna očala, ki imajo noter vgrajen zaslon, ki imajo noter bistveno boljšo resolucijo, govorimo o 4K ali pa še več. Dejansko so ta očala bistveno bolj kakovostna in narejena za to, da dejansko to potem pomeni virtualno resničnost, tisto ta pravo, ker je razlika med nekim nižje cenovnimi
mobilnimi telefoni ali pa med nekimi više cenovnimi očalami, ki imajo pač možnost generiranja bistveno bolj kakovostnih slik. Ne? Ker tukaj je pomembno, zelo pomembno je tudi to, da naše oko zaznava vsaj 60 sličic na sekundo mora biti v sami virtualni resničnosti, da mi verjamemo temu. Ne? Kolikor ni, potem vemo, da gre za neko slab približek tega, kar pač želimo videti. Ne? Pa ko sva ravno pri kamerah in virtualnih očalah s pametnimi telefoni, torej tudi naši mišmaševci, če bi imeli takšna očala doma, ne bi mogli posnetka posneti s telefonom, bi potrebovali tisto 360-stopinsko kamero. Ja, načeloma bi jo potrebovali, zdaj samo fotografijo je možno narediti, tudi z mobilnim telefonom obstajajo aplikacije, mislim, da je ena Googleova aplikacija, kjer stojiš na mestu in lahko poslikaš, se obračaš in poslikaš vse okoli sebe in potem nastane ena taka 360-stopinska fotografija in potem jo lahko tudi v bistvu daš v očala, na mobitel v očala, govorimo o cardboard očalah, ne, se pravi najbolj teh res poceni očalah, ki jih lahko tudi sami doma naredimo. Ne, to obstaja, ampak moramo imeti potem tudi posebne leče zraven jih naročiti. Tako da fotografijo bi lahko naredili, video posnetka pa ne. Fotografijo lahko, za posnetek pa rabimo kamero. Torej obstajajo metode za bolj enostavne stvari? Obstajajo, definitivno. Te res poceni stvari. Recimo, če bi želeli pa brez očal gledati, ne, na mobilnem telefonu posnetke, se pa da. Ne? Se pravi, brez očal pa lahko mi ali s prstom se obračamo, ali z mobilnim telefonom se obračamo, to pa gre. Pa ima to drugačen učinek? Seveda, nismo pripeti v neko drugo okolje. Ne? Pri virtualni resničnosti v bistvu gremo v povsem drugo okolje in v bistvu mu verjamemo temu okolju. Ne? To je efekt virtualne resničnosti, da dejansko verjamemo, da smo nekje drugje. In to je res neverjetno, ko recimo poizkusite neko res dobro izkušnjo, imate res občutek, da ste tam, ne? In potem po 10 minutah, ko se vrneš nazaj, imaš občutek, da si bil res nekje drugje. To je ta pravi efekt. Ne? Vzeli si bomo kratek glasbeni predah, potem pa bomo povedali še več o učinkih v virtualni resničnosti. Teža velikih mest, senca od sivih cest, ne ustavi moje platine. Vsaka medalja ve, kdo jo zaslužil je, lažni sijaj nas ne slepi. Poklon v nebo, za zmago naj bo, za vedno. Na glas, da nas slišijo vsi, naj nas vidijo, smo tu, na vrhu, ne na dnu. Za nas naj gori zlato, naš glas potopi nebo, smo tu, na vrhu, ne na dnu. Zmagam, ko zmagaš ti, padem, ko pade tim. Vsi za enega, vsi za vse. Kdor leti, ta pozna, dolga je pot iz dna. Vsaka milja, no korak. Poklon v nebo, za zmago naj bo, za vedno. Na glas, da nas slišijo vsi, naj nas vidijo, smo tu, na vrhu, ne na dnu. Za nas naj gori zlato, naš glas potopi nebo, smo tu, na vrhu, ne na dnu. Poklon v nebo, za zmago naj bo, za vedno. Na glas, da nas slišijo
vsi, naj nas vidijo. Smo tu, na vrhu, ne na dnu. Za nas naj gori zlato, naš glas potopi nebo. Smo tu, na vrhu. V današnji oddaji se pogovarjamo o virtualni resničnosti. Z mano je še vedno gospod Alen Pavšar in prej sva se že pogovarjala o učinkih virtualne resničnosti. Kako torej vpliva to na naše možgane? Zakaj je to tako posebno doživljanje? Predvsem zato, ker z iluzijo, optično iluzijo tega, ne, da mi dejansko gledamo svet skozi očala in da v bistvu očala omogočajo s pomočjo teh senzorjev točno to, da se preslika naše gibanje, ne? Se pravi, ko se mi premikamo, dejansko imamo občutek, kot da se premikamo v nekem drugem svetu, ne? In seveda naši možgani ne razlikujejo med realnim pa med tem, kar se tam dogaja, ne? In zato pride do tega efekta, da mi verjamemo temu in lahko pride tudi do tega efekta, da če recimo stojimo pred nekim prepadom ali pa če smo na neki stolpnici, recimo pa dol pogledamo, ne? Če imamo očala na glavi pa pogledamo dol, dejansko možgani ne razlikujejo, ne? A je to res ali ni res. In tukaj se potem dogajajo različne stvari ali slabost, ki je podobna, dostikrat rečemo, morski slabosti, ne? Motion sickness tudi. To je v bistvu ta efekt, no. Dejansko ne razlikujemo med realnim pa nerealnim, ne? Zato ker se senzori obnašajo tako, da se nam svet prilagaja optično. Kako pa je potem, ko virtualna očala snamemo iz glave, ali se morajo naši možgani navaditi nazaj na normalno življenje? Seveda se morajo, ne. Pač tukaj je tak, če nismo tega navajeni, naprimer v začetku leta 2016 se je zgodil razmah, ne, te virtualne resničnosti in tam, recimo, ko so bila še očala slabša, ko je bila še tehnologija slabša, je bilo še toliko več te morske slabosti, ne, ko smo dejansko gledali, pa smo potem v bistvu že v prisotnosti v drugem nekem nerealnem svetu, ne, nam je že bilo slabo, ne, ker ko si dol pogledal, si že tam imel občutek te neke vrtoglavice. Ko si dal očala dol, še pa toliko bolj, ne, prišle, zelo pogosti so bili glavoboli, bolečine v očeh in tako naprej. Zdaj se pa ta optika znotraj očal nadgrajuje, zasloni so vedno bolj kakovostni, osveževanje je bistveno boljše, svetlost je boljša, število sličic na sekundo se povečuje in seveda je manj tega efekta slabosti, ne, vsekakor. In še v prihodnosti, ko se bo to še bolj razvijalo, bomo dejansko na koncu lahko več časa preživeli z očali na glavi in to je tudi v bistvu cilj vseh teh velikih korporacij. Se pravi, da očal ne snamemo dol, ampak da smo prisotni v tem svetu čim dlje in da se očala tudi čim bolj manjšajo, da nas ne v bistvu obremenjujejo pri tem, ne. Govori se tudi, da bojo zamenjala mobilni telefon, tako da bomo dejansko lahko praktično ves čas prisotni v nekem drugem svetu, če si bomo zaželeli, ne. In slabost seveda se bo s tem se bo manjšala, ne? Ker v bistvu prisotnost mora biti, vsi ti razvijalci govorijo, mora biti taka, da nas ne moti. In da ko smo nekje drugje, smo v bistvu, nam ne sme biti slabo, ampak da moramo čim bolj sprejeti, čim bolj verjeti temu, kar se tam dogaja, ne? Prej ste omenili slike, videoposnetke, prostora, pokrajine. Vse to lahko gledamo in zato potrebujemo samo virtualna očala. Zakaj pa potem uporabljamo tiste, kako se že reče, kar imamo v rokah, tisto, ja. Ja, zdaj očala služijo za to, da mi vidimo tisto, kar je pač v očalah sugerirano, ne, da vidimo nek drug prostor, medtem ko konzole oziroma tisti kontrolerčki, ki jih mi držimo, ko so podobni, kot pa če bi igrali igrico, ne, tisti je pa namenjeno temu, da se lahko mi v tem okolju obnašamo, da lahko mi izbiramo stvari, ne, mi lahko recimo zdaj veliko teh iger obstaja, ne, zdaj najbolj so popularne te igre v virtualni resničnosti, ne, od, ne vem,
tega, da se lahko boksamo z nekom, borimo z nekom, da se lahko streljamo, da se lahko obnašamo v neki vojaški simulaciji, da lahko, ne vem, skočimo s padalom, da lahko, veliko je teh grozljivk, grozljivih igrc, ko nas zombiji lovijo in tako naprej. In tam seveda potrebujemo mi kontrolerje, da lahko izbiramo, da lahko, ne vem, streljamo, da lahko se dotikamo predmetov, no, tako, zato so ti kontrolerji, ne. In zdaj ti kontrolerji so razno razni, ne. Eni so taki, da se reže prilegajo roki, ne, rokam, dlanem, eni so pa taki, da recimo obstajajo pa že tudi rokavice, haptične rokavice, s katerimi se lahko mi dotikamo predmetov in v bistvu dobimo tudi povratno informacijo nazaj v smislu neke vibracije in imamo občutek, kot da nas zdaj nekdo recimo se dotakne ali pa recimo nas udari ali pa različne te efekte imamo, ne. Kako pa se lahko premikamo v takšnih igricah? Ali pomeni en korak v normalnem življenju, en korak v virtualni resničnosti? Tukaj imamo zdaj pa spet odvisno, od katera očala uporabljamo. Imamo ena očala, ki imajo že lastne senzorje in se lahko ti premikaš po prostoru in tudi vidiš prostor s pomočjo nekih kamer, ki so na očalah, vidiš prostor, realen prostor pred sabo in virtualen prostor, tako imenovana mešana resničnost. Drugače pa načeloma takšna očala, ki so malo nižje cenovnega ranga, ne omogočajo, da se ti prav premikaš v prostoru. Lahko se premikaš s kontrolerjem, lahko se premikaš naprej, nazaj, tako kot pri igrci. Ne moreš se pa realno premikati, hoditi. Ne? To pa lahko recimo pri tistih malo bolj naprednih sistemih počneš. Ne? Tam je sicer pol tudi nevarnost, da se kam zaletiš, je treba paziti, zavedati se je treba v bistvu tega realnega okolja, ki je tam. Ne? V tem nerealnem, v tem okolju, v katerem smo, obstajajo tudi neke varnostne mreže, ki si jih lahko nastavimo, da vidimo, do kam lahko gremo. Ne? In tukaj je pač treba paziti. Marsikdo se je že poškodoval, kar fejst. No, igrice verjetno ne moramo posneti s 360-stopinjsko kamero. Ne, igrico pa moramo narediti. Z pomočjo naprednih računalniških programov se ustvarjajo take simulativna okolja, kjer lahko mi v bistvu noter pol praktično ustvarjamo tisto, kar želimo. Ampak tukaj, da se to naučimo, da se tega naučimo, ne, moramo zelo veliko časa preživeti pred računalnikom in zelo veliko pregledati nekih vodičev, pa se učiti, pa to je res zelo zahtevno, no. Podobno pa je temu ustvarjanju računalniških iger. Torej zahtevno in dolgotrajno delo. Zahtevno in dolgotrajno, je pa zelo dobro plačano. No in če bi imeli potem eno igrico v naših očalih, kako lahko to vpliva na nas, če bi bili pred nekim prepadom, če bi se peljali z nekim vlakcem smrti in bi nam postalo slabo, kaj lahko potem naredimo? Ja, prvo, kar je, če imamo očala na glavi, pa če nam postane slabo, definitivno moramo očala sneti dol. Seveda se lahko to naredi, ne. Vsaka taka nenadna gibanja, vlakec smrti, skok s padalom, so zelo nevarna za naše možgane, ne, in se lahko tudi poškoduje kakšen del, ne. Ali pa recimo lahko se tudi vid sčasoma poslabša, ne, ker smo pač zelo blizu teh ekranov, čeprav dokazano še to ni, no, čist. Definitivno snet očala dol pa gledati nekam v neko čim bolj zeleno barvo, čim bolj naravno okolje, da se nam vzpostavi neko to normalno stanje nazaj, ne, če pride do tega. Pa je veliko možnosti, da se nam lahko to zgodi. Verjetno si tisti, ki še kdaj niso tega probali, sploh ne morejo predstavljati, kako to deluje. Ja, tisti, ki niso še probali, nimajo občutka, ne morejo vedeti, na kak način to funkcionira. Je pa res, da lahko pa predvidevamo, da tisti ljudje, ki imajo pa recimo strah pred višino ali pa strah pred zaprtimi prostori, zelo klaustrofobičnimi, ne, da za tiste pa mogoče niti ni ta tehnologija najbolj primerna, ker lahko pride hitro do kakih takih neljubih stvari. Je pa res, da se človek na to ful navadi, ne. Recimo jaz tudi na začetku, leta 2016, ko smo začeli, dolgo nisem mogel gledati skozi očala, zdaj pa seveda, ko se človek navadi, pa lahko bistveno več časa preživiš in si tudi navajen in tudi si lahko predvidevaš neke stvari, no, ki se ti zgodijo.
Virtualna resničnost se še razvija, v kakšne namene vse se uporablja in se še bo uporabljala? Ja, uporablja se zdaj trenutno najbolj za kakšne simulacije. Naprimer v medicini se zelo veliko uporablja pri kakšnih operacijah, kakšne operacije si simulirajo s pomočjo virtualnih očal. Potem recimo vojaki uporabljajo kot simulacijo za neke strateške stvari. Zelo pogosta stvar je pri igricah, ne? Spravi ta zabavna industrija, ogromno je teh igric v virtualni resničnosti in kar veliko se torej uporablja na tem področju. Zelo veliko pa se tudi uporablja za izobraževanje. Zdaj v šolstvu, v izobraževanje na vseh možnih drugih področjih, recimo v psihologiji se različne situacije simulirajo, ne? Kako bi recimo odreagiral, če bi, ne vem, se zgodila neka prometna nesreča, kako bi se odreagiral, če bi se, ne vem, nek konflikt zgodil z neko osebo, ne, in tako naprej. Ali pa simulira se, naprimer, odvajanje od alkohola, da imamo občutek, ne vem, slabovidnosti ali pa alkoholiziranosti in pa tako naprej. To so neke situacije. V šolstvu pa tudi, ne, mi lahko v bistvu pri pouku pokažemo situacijo ali pa pokažemo neko ekskurzijo. Gremo na ekskurzijo, brez da gremo dejansko na ekskurzijo. Ne? Mi lahko pokažemo, ne vem, če učimo se o neki tovarni, ki izdeluje, ne vem, avtomobile, lahko pač pokažemo in gremo skupaj tja, skozi očala, pa pokažemo vse stvari, ki se tam dogajajo, brez da sploh gremo tja, ne? Ker teh vsebin je že kar nekaj. Tukaj se najbolj nekako pričakuje, no? Izobraževanje, simulacije, in da se seveda ta zadeva uporablja čim bolj kot orodje, ne kot neko zabavno, za zabavo. Ne. Torej bi lahko čez nekaj časa pričakovali, da bo pouk potekal z virtualnimi očali? Jaz nisem najbolj za to, čeprav sem za to, da se uporablja. Jaz sem za to, da se uporablja zgolj kot neko orodje. Ne vem, 10-15 minut kot orodje pri pouku uporabimo to, potem pa še vedno smo pa v realnosti in še vedno se realno pač lahko pogovarjamo, učimo in tako naprej, ker če bi bili ves čas v tem nekem virtualnem okolju, se mi zdi, da dolgoročno ne bi imeli to najboljših učinkov. No, prej ste rekli, da lahko tudi vpliva to na naše oči in vid, torej verjetno tudi zaradi tega. Sigurno. Mislim, nobeden ne more vedeti čisto točno, ni dokazano, da se vid slabša, ampak to bomo videli šele čez nekaj časa. Ne. Se tudi pri računalniškem monitorju nobeden ne more dokazati, da se pri teh novejših tehnologijah, da se nam vid slabša. Definitivno se pa sušijo oči. In se oči izsušijo in pride posledično zaradi tega do srbečice, do glavobolov in tako naprej. In to ni v redu, ne. No, kljub vsemu temu pa ima virtualna resničnost tudi veliko pozitivnih lastnosti, kaj ne? Dokler jo uporabljamo, tako kot sem rekel, kot orodje, kot pripomoček za to, da nekaj dosežemo, je to super, lahko ima zelo veliko pozitivnih stvari. Ne? Recimo tudi, če povem eno, vem, da je bil enkrat en primer, kjer so invalidu so dali očala na glavo in so v bistvu povzročili to, prikazali to, da je on lahko se sprehajal v virtualni resničnosti in posledično s tem treningom so prišli do tega, da so se mu določeni ti živčni sistemi prebudili nazaj, ne? Da je lahko on dejansko premaknil prst recimo na nogi. Ne? In to so recimo neke take pozitivne stvari. Najlepša hvala za vse informacije, ki ste jih danes delili z nami. Ni problema. Mišmaševci, upam, da si po današnji oddaji lahko vsaj malo bolje predstavljate, kaj je virtualna resničnost. Imejte se lepo in se nam znova pridružite prihodnji petek ob 18. uri.